Pozdravljeni! Verjetno ste že slišali za slabo banko, ki je začela delovati v Sloveniji, in za evropsko trojko, o kateri se zadnje čase veliko govori. Kaj sploh sta slaba banka in evropska trojka? Slaba banka je pogovorni izraz za družbo za upravljanje terjatev bank, ki pri nas že dolgo buri duhove. Ustanovitev slabe banke je eden od ukrepov za reševanje države iz ekonomske krize. In kako slaba banka sploh deluje? Slaba banka se praktično ustanovi iz nič. Nanjo se prenesejo slabe naložbe oziroma terjatve drugih finančnih ustanov, na primer Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne banke Maribor. Banka, ki je v težavah, svoja slaba posojila prenese na slabo banko. Pri tem gre za tista posojila, pri katerih s plačili zamujajo več kot 90 dni. Tako so banke spet sposobne dajati posojila, ki jim prinašajo obresti. Slaba banka ima možnost, da premoženje bank proda v prihodnjih 5 letih. Upravičeno se lahko vprašamo, kdo bo slabi banki dal denar za poplačilo vseh teh slabih naložb. Slaba banka se bo financirala iz prodaje državnih obveznic. Druga možnost je, da država denar dobi z novimi zadolževanji pri tujih finančnih ustanovah, kot sta Mednarodni denarni sklad in Evropska investicijska banka. Koncept slabe banke je že dolgo znan in preizkušen. Svoj bančni sistem je tako reševalo kar nekaj držav. Ena teh je Švedska, ki je model slabe banke prva uspešno uporabila že leta 1992. Uporabili so ga še na Finskem, na Irskem in v Španiji. Izkušnje skandinavskih držav kažejo, da je z uvedbo slabe banke mogoče urediti bančni sektor in tako pomagati gospodarstvu, da ponovno zaživi. Vendar bo zato potrebno precej odločnosti v slovenskem političnem in finančnem prostoru. In zdaj še nekaj besed o evropski trojki, o kateri se v Sloveniji zadnje čase veliko govori. Trojka je odbor, ki ga sestavljajo Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad. Zanimivo je, da tem ustanovam ne rečemo trojka samo Slovenci, ampak tudi angleško govoreči svet. Omenjeni tridelni odbor se torej ukvarja z reševanjem krize v evropskih državah. Z državo, ki se znajde v finančnih težavah, podpišejo sporazum in določijo postopke za njeno rešitev iz krize. Uredijo posojila in določijo zelo ostre varčevalne ukrepe, ki jih mora država izvesti. Doslej so pomagali Grčiji, Irski, Portugalski in pred kratkim Cipru. Vse glasnejše pa so govorice, da bo tudi Slovenija potrebovala denarno pomoč trojke. Vendar trenutno tega nihče ne more zagotovo potrditi. Hvala za pozornost, glejte nas ponovno naslednji teden, ko bomo govorili o prodaji državnih podjetij v Sloveniji. Nasvidenje.